Dober večer, lepo pozdravljeni na 100. Zoom srečanju članov Društva za srečno življenje Belis. Hvala vam za to vašo podporo in mogoče bi na začetku samo povedal, kaj pravzaprav pomeni število 100, no? Tako na kratko. Če začnemo pri številki 1, odmeva z novimi začetki, z novimi izhodišči in z novo samozavestjo, z rastjo, z razvojem, z vodstvenimi sposobnostmi, motivacijo, akcijo, izpolnjevanjem, skratka številka 1 pripade tudi rdeči barvi, barvi življenja, tako da smo polni življenja in z življenjem gremo naprej. Ampak naslednja številka je pa 0, nič. Se pa ponaša z univerzalno energijo, sicer znano kot božja sila. To število povečuje vpliv in pomen števila, ob katerem je pač prikazano. Ker sta pa 2 ničli, predstavlja pa tudi seveda življenjske odločitve, notranjo modrost, intuicijo ter duhovno rast, zavedanje in prebujenje. Poziva k duhovnemu razvoju, da bi našli vse odgovore na pereča vprašanja, življenjska vprašanja, ki so nujna. No, pa se danes podajmo na neko posebno, široko časovno avanturo. Zdaj pa gremo k naši temi. Namerno škodljivo z obljubo dobrega. Ponavljam ta pomenljiv naslov, namerno škodljivo z obljubo dobrega. Zapomnite si to misel, ta stavek. In eden takšen je IHR, International Health Regulation, ali mednarodni zdravstveni predpisi organizacije WHO. Obljublja dobro, zato da zaključi s slabim. Zdaj sem nekoliko obrnil, ampak namerno škodljivo z obljubo dobrega, ker na koncu ti rečejo, vse bo vse dobro. Medtem, ko so izbruhi bolezni in druga aktualna tveganja za javno zdravje pogosto nepredvidljiva in zahtevajo vrsto odzivov, mednarodni zdravstveni predpisi, a veste, to so oni predpisi, po katerih zdaj WHO podpisuje pogodbo in hoče vladati z njimi, zagotavljajo neki splošni pravni okvir, ki opredeljuje pravice in obveznosti držav pri ravnanju z javno zdravstvenimi dogodki in izrednimi razmerami, kot tudi možnost prehajanja meja. Zakaj je temu tako, boste kmalu videli. International Health Regulations, mednarodni zdravstveni predpisi, so baje inštrument mednarodnega prava, ki je pravno zavezujoč, ne boste verjeli, pravijo, da je pravno zavezujoč, ker so države med seboj pogodbo naredile za 196 držav. Vključno z članicami WHO je IHR nastal kot odziv na smrtnostne epidemije, ki so nekoč preplavile Evropo. O tem bomo danes še na debelo govorili. Dokument vsebuje noter v dokumentu, se pravi pravice in obveznosti za države, vključno z zahtevo po poročanju javnozdravstvenih dogodkov vsake države svetovni zdravstveni organizaciji. Predpisi prav tako opredeljujejo merila za ugotavljanje, ali določen dogodek predstavlja recimo izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. IHR od držav hkrati zahteva, da imenujejo tako imenovano nacionalno kontaktno točko za IHR za komunikacijo z Svetovno zdravstveno organizacijo in da na podlagi tega vzpostavijo in vzdržujejo temeljne zmogljivosti za nadzor in odziv, vključno na določenih vstopnih točkah. Dodatne določbe obravnavajo področja mednarodnih potovanj, prevozov, vsi veste, kako smo bili zaprti, kaj vse smo potrebovali, da smo se gibali, kot so recimo ti zdravstveni dokumenti, QR kode, nam vsem poznane, potrdila, ki so bila in v nekaterih državah že po zakonu so potrebna za mednarodni promet in mnoge druge omejitve in ukrepi. Končno, mednarodni zdravstveni predpisi uvajajo pomembne zaščite in zaščitne ukrepe za zaščito pravic potnikov in drugih oseb v zvezi z dodelavo in obdelavo osebnih podatkov. Nam rečejo, da nam dajo pravico, da si pridobimo tak dokument. Si morate zamisliti to dikcijo.
nesramno, podlo, nizkotno. Meni da pravico, da mu jaz dam podatke in da me potem, ok. Vse lepo in prav, sliši se vse skupaj zelo spodbudno, zaščitno in na koncu koncev lepo besedno. Ako zadeva pride v prakso, je vse drugače. Izkaže se, da so to pravila Zavoda za prestajanje zaporne kazni, če ne hujša pravila, a v tem primeru za odprto družbo, ki jo povsem zaprejo. Izkazalo se je, da so navodila bistveno bolj škodljiva od samega virusa, pa recimo temu od španske gripe vse do SARS-CoV-2, ki povzroča COVID. Zaradi tega mednarodnega dokumenta, ki ga je izdala Svetovna zdravstvena organizacija, je nastala bistveno večja škoda, kot če bi knjige iz teh navodil sploh ne bilo. Generalni direktor WHO s pomočjo mednarodnih zdravstvenih predpisov končno določi začasna priporočila za obravnavo razmer na podlagi nasvetov odbora za nujne primere, na podlagi informacij, ki so jih zagotovile seveda države pogodbenice, kot smo rekli, 196 jih je, znanstvenih strokovnjakov ter na podlagi ocene tveganj za zdravje ljudi, tveganja mednarodnega širjenja bolezni in tveganja oviranja mednarodnih potovanj. V skladu s temi pravili začasna priporočila samodejno prenehajo, zapomnite si, po 3 mesecih. Ko pridejo te stvari v veljavo, samodejno preneha v 3 mesecih, zato so nam skozi podaljševali. Najprej so rekli, 14 dni bomo potrpeli, potem 1 mesec, potem ne vem, kolikokrat se je to ponavljalo. In vsake 3 mesece pregledajo potem tekoče epidemiološko stanje, situacijo in preverijo, ali dogodek še vedno velja za javno zdravstveno izredno stanje mednarodnega pomena in ali je treba spremeniti začasna priporočila. Tako kot jim paše, to podaljšujejo. Namreč ukrepi toliko škodujejo ljudem, da se potem dejansko zaradi psihološkega stanja, zaradi ukrepov zdravstveno stanje in stresa seveda ljudem toliko poslabša, da dejansko pride do virusa, do bolezni, do obolenj in to umetno podaljšujejo. Ok, moje današnje informativno predavanje o organizacijski strukturi namerno škodljivega, kot smo rekli na začetku, tako imenovanega COVID odziva, se naslanja na sveža odkritja Aleksandre Letipove, ki je pred nekaj dnevi, ker sem jo zasledil, razpravljala o nadzoru vojaško-obveščevalnih agencij ZDA nad cepivi in intervencijami proti COVID-u. V tem eseju boste razumeli, zakaj je vpletena vojska in zakaj civilna družba ne more nič narediti. Poslušajte pozorno, ker bomo potem skozi prosojnice, skozi PowerPoint si podrobno pogledali, kaj katera organizacija pomeni, tako kot sem tudi v vabilu poslal. To se pravi, v nasprotju z javno znanostjo je ta zakonodajni okvir omogočil, da se zdravilo za COVID vzame iz rok zdravstvenih regulatorjev. Ok? Ta stavek bom ponovil. V nasprotju z javno znanostjo, tisto, kar je bilo utečeno, je zakonodajni okvir omogočil, ki se je nakopičil skozi čas in padel skupaj ravno v letu 2020, da se vzame iz rok zdravstvenih regulatorjev in se postavi pod nadzor Sveta za nacionalno varnost, ki se mu reče NSC in Ministrstva za obrambo DOD. Premik z javnega zdravja na vojaški nadzor se je zgodil po ukazu ministra za zdravje in socialne zadeve, tako imenovani HHS oziroma Health and Human Services, ki je bil imenovan politično. Kaj to je, bomo tudi kasneje videli. Ponovimo uradni pomen besede COVID-19. COVID-19 je okužba, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Okužba se je prvič pojavila v mestu Wuhan, so rekli na Kitajskem, decembra 19. In se je od takrat širila po vsem svetu, kar je privedlo do trajajoče pandemije koronavirusa. Simptomi COVID-19 se lahko razlikujejo od blagih do hudih in lahko vključujejo vročino, kašelj in težave pri dihanju. Okužba se pretežno širi s kapljicami, tako trdijo, ki nastanejo, ko okužena oseba kašlja ali kihne.
tako rečejo. Ko okužena oseba kašlja ali kihne, pa rečemo, da je pri covidu definicija dobesednega natega, saj se kapljično virus ne prenaša, kar dokazujejo neštevilne študije. Virus pri gripi s koronavirusom naše telo dejansko izloča, ne pa sprejema. Telo se torej čisti in virusa ne sprejema, ker virus telo izloča. Razen po farmacevtski logiki, ko se virus vnaša v telo z injekcijo, da bi razvil protitelesa, ki so na umetno spodbojena in nepotrebna, saj telo samo poskrbi za protitelesa po naravni poti. Vsaka injekcija, ki vsebuje virusni koktejl farmacevtskih družb, povzroča dolgotrajne posledice bolezni, stranske učinke in druge bolezni, ki se s časom razvijajo, in s tem si farmacija zagotovi pri cepljenih stalne stranke in odjemalce farmacevtskih proizvodov. V primeru COVID-19 je na voljo booster na vsakih nekaj mesecev, ker ga morajo dati, drugače bi človek umrl, dokler pacientu se povsem ne uniči imunskega sistema. In Aleksandra Letipova natančno razloži naklepni namen škodovanja z dokazi o zaroti za množični umor strani Ministrstva za obrambo, Health and Human Services in Pharma Criminal Enterprise. To je farmacevtka, gospa Aleksandra Letipova, ki sledi tem razkritjem, in to zveni kot bombe v zvezi z več deli zakonodajne arhitekture, ki segajo desetletja nazaj in so se leta 2020, kot sem že povedal, kot lego kocke sestavile na roko izvajalcem agende. Kako so se sestavile, poglejmo na kratko. Tako danes ameriško vojaške obveščevalne agencije nadzorujejo cepiva. Spomnite se 2020, ko so z vojaškimi vozili pri 75, 80, pri minus 15 in minus 80 stopinj cepiva v vsako državo, in povsod so bili vojaški konvoji, ki so to spremljali. Je bilo malo čudno, a ne? Med pandemijo vojska vozi cepiva. V nasprotju z javnim pravom in znanostjo je ta zakonodajni okvir omogočil, da se zdravilo za COVID vzame iz rok civilnih zdravstvenih regulatorjev in se ga postavi pod nadzor Sveta za nacionalno varnost, NSC, United States Nation Security Council, in pod nadzor Ministrstva za obrambo, DOD, Department of Defense, pomeni DOD. Premik z javnega zdravja na vojaški nadzor se je zgodil po ukazu ministra za zdravje in socialne zadeve, ki je bil politično imenovan, smo rekli. Sprožila je organizacijsko strukturo in denarni tok, ki je omogočil, kar je Aleksandra lepo opisala, kot zločinsko podjetje za uvajanje izdelkov, ki so bili po osnovni zasnovi in strukturi strupeni. Aleksandra je poudarila dejstvo, da so se proizvajalci in regulatorji cepiv proti covidu očitno izognili običajnim standardom varnosti in učinkovitosti ter dobrim proizvodnim standardnim praksam. Vsi vemo, kakšne so bile prakse, 5, 10, 15 let testiranja, potem je zdravilo, cepivo, whatever, dobilo dovoljenje, regulacije, zdaj tega ni bilo. Alenka Simonič je doktorica medicine, specialistka družinske medicine. Ja, vseeno kakor vas z veseljem danes pozdravljam, kajti gre za zgodovinski trenutek, ne, za Ormož. Ja, res je, to je zgodovinski trenutek za Ormož, za celi svet, za celi planet. Pravzaprav danes se začenja konec, ne, lahko rečemo, vsej tej noriji, upamo tako, da bo naslednje leto čist nekaj drugega, da bomo v sredini leta dosegli tisto 60% splošno precepljenost in da bomo končno lahko zaživeli tako, kot si želimo. Neko sporočilo z ministrstva so nam sporočili, da bo vsaki teden prišlo približno enaka količina doz, vsaki teden vedno znova. To je nekje, zdaj je prišlo 55 doz, mogoče bo tudi malenkost več, in potem bo to mi bomo po nekem ključu, glede na prijave ljudi, klicali ljudi in jih cepili, ne. Ponovilo čez 3 tedne in potem ta odmerek bo potem tisti dokončen, nekje pravijo, da drži nekje leto dni. Moram pa reči, da že po prvem odmerku se vzpostavi neka večja imunost
in smo ljudje že po prvem odmerku nekoliko bolj odporni na to, da zbolimo. Brezplačno za vse državljane Evropske unije, tako da nobene težave, nič ni treba plačati. Pravzaprav noben regulativni organ na svetu ne uveljavlja trenutnih dobrih proizvodnih praks, kakor so bile postavljene, kar bi moralo biti kot rdeča luč na semaforju za vse nas, in tudi je. Za nas je to ne samo rdeča, ampak 10-krat rdeča luč. Tako je tudi Aleksandra to poudarila in je na podlagi raziskave Catherine Watt pri Bilik News izpostavila 3 nedavne dele zakonodaje, ki so omogočile razveljavitev običajnih zavor in ravnotežij glede cepiv proti covidu in militarizacijo njihove uporabe. No, kateri so te 3? Ti vključujejo zakon, pazite, o dovoljenju za uporabo v nujnih primerih, Emergency Use Authorization od FDA iz leta 97. Poglejte, od kdaj so to pripravljali. Se pravi, vse meje, ki so bile, so jih po 30, 20, 50 let so jih počasi skupaj zlagali v zakonodajo oziroma spremembe zakona o organu za druge transakcije iz leta 2015 in zakon PrEP z določbami o nujnih primerih javnega zdravja, ki so bile, pazite, pod Trumpom, precej neprebojne. Ampak tik pred razglasitvijo izrednih razmer na področju javnega zdravja leta 2020 se je to spremenilo. In ti 3 deli zakonodaje so leta 2020 skupaj, seveda z drugimi zakoni, kliknili tako skupaj, da bi ustvarili pravno kletko in psevdo legitimacijo umora, je pojasnila farmacevtka Aleksandra Latipova. 30 let dela v farmaciji. Pravni okvir je bil aktiviran, ko so bile razglašene izredne razmere na področju javnega zdravja in je sekretar Health and Human Services cepiva proti covidu označil za protiukrep, kar se je zgodilo 10. marca 2020 in sicer retroaktivno do 4. februarja 2020. Oni so jih poveljavili za nazaj. Od takrat je bilo mogoče opustiti običajne klinične in etične standarde, saj protiukrepi po tem zakonu niso bili potrebni za izpolnjevanje nobenih standardov. Nekje sem celo prebral, ker je pisalo na vijalah, da je cepivo varno in učinkovito, je to za regulatorje zadostovalo, da so cepivo spustili naprej, brez da bi ga preverili, brez da bi bili kakršnikoli klinični testi napravljeni, skratka, samo zato, ker je na flaškah pisalo, da je cepivo varno in učinkovito. To so neverjetne zgodbe, kaj so naredili. Aleksandra Latipova je poudarila, da je odobritev protiukrepov v skladu z zakonodajo EU-a predmet izključne presoje sekretarja Health and Human Services, ki enostransko odloča. Tako da, kar se tega tiče, FDA nasprotno nima več nobene pristojnosti za urejanje protiukrepov. Vse je v roke dobila vojska. Posledica tega je, da vloga FDA, to se pravi Food and Drug Administration, pri odzivu na COVID ni imela nobene druge vloge kot umetnost predstave, vse pod vojaškim nadzorom. FDA je igrala samo zunanjega igralca na odru in delala tisto, kar je režiser pisal in povedal. In dejansko se FDA, Food and Drug Administration, tega popolnoma zaveda, ker so navedli ta poseben del zakona v svojem osnutku smernic za razvoj cepiv proti COVID-19. To je zelo pomembna prevara, ki jo je FDA izvajala z vsemi, z ZDA državljani, pa ne samo tam, ampak zanesljivo, glejte, tudi globalno občinstvo in globalni regulatorji ter vse vlade so sprejele enak način te prevare, ker vsi sledijo po vsem svetu Food and Drug Administration navodilom. V nadaljnjih razkritjih je Aleksandra Latipova razkrila,
da FDA ni imela nobene pravne pristojnosti nad cepivi proti covidu, temveč je bil Forum za nacionalno varnost NSC ameriškega predsednika brez kakršnih koli agencij za javno zdravje tisti, ki je usmerjal to politiko glede covida, ne Health and Human Services, pač pa pod vodstvom National Security je ameriški odziv na pandemijo vodila, pazite, Zvezna agencija za upravljanje v izrednih razmerah, ki jo poznamo pod imenom FEMA, Federal Emergency Management Agency, namesto Health and Human Services, kar je bilo prvič v zgodovini. To je kot če bi pri nas rekel, da bo pandemijo pa epidemijo vodila civilna zaščita in ne Ministrstvo za zdravje. Toliko, da imate predstavo, o čem govorim. To je bilo prvič, da je Federal Emergency Management Agency, FEMA, prevzela odgovornost za javno zdravstveni incident. Okay, to je tako, kot da bi vas gasilci zdravili. Zdravniki, bolniške sestre bi šle pa hišo gasiti, kadar bi bil požar, pa obsedim kado. Toliko za predstavo, no. Poleg tega je Ministrstvo za obrambo sklenilo pogodbe za dobavo cepiv proti covidu in drugim produktom proti covidu, pri čemer cepiva niso opredeljena, pazite, cepiva niso opredeljena kot farmacevtski izdelek v teh papirjih, ampak kot vojaški prototipi. To se pravi, ljudje so dobili v telo vojaški prototip. To je bilo omogočeno s pravnimi zvijačami in v skladu z zakonodajo OTA. OTA pomeni Other Transaction Authorities. Kar neki, out of the space, Other Transactions Authority, ki je cepiva proti covidu uvrstila v vseobsegajočo kategorijo pod drugo in jih postavila zunaj vseh običajno reguliranih ali odgovornih pogodbenih dogovorov, ki so veljali do leta 2020. V tandemu je zakon podelil imuniteto vsem proizvajalcem, vsem izvajalcem v pogodbeni verigi Ministrstva za obrambo. Nihče ne bo nič kriv, karkoli se zgodi. Za podrobnejši pregled militarizirane psevdopravne strukture, ki ureja protiukrep in cepiva proti covidu, si bomo sedaj podrobneje ogledali, kaj vsaka od teh omenjenih institucij počne, kako to počne in zakaj počne, kar počne. Upam, da ste dobili sliko v glavi, to je vaša slika, kakor sem pač uspel to podati, razumeli. Če kdo želi to besedilo in te dokaze, mu jih lahko posreduje, me lahko pokliče, z veseljem bom dal.